Lahko bi jamral, ker je sobota, pa moram vsem delati, ampak imam občutek, da mi večina itak ne bi verjela, imam prav, a ne? Čeprav smo v Lanovci pogosto na lepih lokacijah in v finih hotelih, od te izkušnje na mednarodnih premierah običajno ne odnesemo prav veliko, ker v bistvu takoj ob prihodu vzamemo avto, potem cel dan snemamo in zvečer po večerji utrujeni skočimo spat. Ok, vem, tudi to se ne sliši tako grozno slabo. Sem pa vsem vesel, da vsakih nekaj let pride na vrsto premiera, kjer imam kakšno uro ali pa 3 čas sam zase. A ja, mimogrede, tukaj v Malagi Zikr predstavlja novi 7 GT, kar ni slabo. V bistvu sploh ni slabo. Ampak najprej pa mir, kavica, sokac, pol pa delamo. To je on. Sicer bi ob takšni obliki pod pokrovom raje šel kakšen hud 8-valjni motor, ki ti s svojim zvokom dvigne vse lase po konc. No ja, ampak menda kupci takšnih premijskih GT-jev želijo imeti kar električnega. Obenem hočejo praktično vsi videti, da je poln tehnologije, pa da je atraktiven za pogledati. Za začetek sem vesel, da nisem spet na predstavitvi križanca in vesel sem, da je ob meni ultra zmogljiv avtomobil. 4,8 metra lepo ukrivljene karavanske pločevine s kupeovsko padajočim zadkom, če sem mal poetičen. V bistvu me takole z boka spominja na Porschejevo Panamero oziroma na Zikrjev model 001, kar ni slabo že samo po sebi in v bistvu ni slabo niti zato, ker je avto res lep. Si v njem zlahka predstavljam menedžerja, ki gre na pomemben sestanek ali pa recimo vozniško navdušenega fotra, ki celo družino pelje na izlet in to z 646 konjskim avtom. Lahko bi vam povedal, da ima prtljažnik 456 litrov, pa da je tukaj spredi še 32-litrski prtljažnik za kable, ampak vem, da ob takšnem avtu to nikogar ne zanima. Zato gremo se peljati. Tri različice imate na voljo in tale je najbolj brutalna. Mislim, ni treba vzeti takšne, če ne potrebujete toliko moči in če vam je bolj všeč malenkost bolj umiren izgled. No, tole je različica 7 GT Privilege z 2 elektromotorjema, baterijo, ki ima 100 kWh in se preko 800-voltne arhitekture polni skoraj 500 kW moči. 16 minut pa ste na 80%. A ja, elektromotorja imata pa skupaj 475 kW moči oziroma arhaičnih 646 konjev za pospešek z mesta do 100 4,4 sekunde. Pazi. Moč brez nadzora ni nič in tukaj ne bom začel naštevati, koliko asistenčnih sistemov ima avtomobil, itak jih ima ogromno. Tukaj so potrebne besede glede lege in pa podvozja. Dvojna prečna vodila spredaj in multilink vpetje zadaj skrbijo, da kolesa tla objemajo bolj kot pa punca svojega svežega fanta. Podvozje je zračno in v normalnem načinu je avto od tal oddaljen okrog 14 cm, pri majhnih hitrostih ga lahko dvignete za skoraj 4 cm, torej na slabih 18, oziroma spustite okrog 2 cm v tem športnem načinu. Pri običajni vožnji lahko kar takoj povem, da je zelo nenaporen, prijeten, udoben, nikoli ni pretrt. Jaz se vozim zdaj v načinu sport, ker me to vedno bolj ustreza in lahko rečem, da je krmiljenje postalo občutno bolj čvrsto, tudi malenkost bolj komunikativno zaradi tega, podvozje je malenkost bolj trdo, ni pa kljub temu preveč naporno in tudi v tem načinu ne pretresa preveč. Tole še vedno ni seveda super športnik, kljub zajetni moči, je pa zelo, zelo hiter karavan. Mogoče celo prehiter, čeprav imam jaz rad hitre avte. Manj zmogljivih različic tokrat ne bomo uspeli preizkusiti, si pa upam trditi, da je že čist navadni 7 GT, ki ima za palec manjše pnevmatike, zelo prijeten. No, tudi tisti z manjšo baterijo, ki ima 75 kWh, ponuja v bistvu enako moč polnjenja, to se mi tudi zdi zanimivo.
13 minut in je 80% polna. Moči pa 310 kW oziroma 421 konjev, skratka več kot dovolj. No, potem je še vmesna različica z enakimi motornimi podatki in z večjo baterijo, ki ima tako kot tukaj 100 kWh kapacitete, tudi tam je pogon zadaj. In vse različice imajo serijski 22 kW polnilnik, to moram tudi pohvaliti. Menda ga moram pokazati tudi znotraj, da boste direktorji vedeli, če boste svoje poslovne kolege lahko peljali tudi zadaj. Jaz sem sicer delna referenca, ampak mislim, da ne bo problemov s prostorom. Ne bom jaz sam odpiral vrat, lepo prosim. Spredaj je seveda glavno umetniško delo ta enormen sredinski zaslon. Kaj mislim v njih v avtih, itak že veste. Všeč mi je, da so pregledni in manj, da te ogromne tablice izgledajo skoraj agresivno in čist nič elegantno tukaj notri. Tako pač je. Vmesnik, lahko pohvalim, je absolutno krasen, pomikanje po njem brezšivno, tudi ni preveč kompliciran, odlagališč in polnilnih mest za telefon je veliko, materiali so v bistvu tudi zelo kakovostni, z izjemo osnovne različice pa to pomeni napol usnje na sedežih, zato se v bistvu počutim prekrasno. Pravzaprav v bistvu toliko super, da še razmišljam, kaj mi bolj paše takole v soboto. Še en krog okrog Malege po kakšni fini cesti z avtom, ki je hiter, pa vozniško precej zanimiv, ali pa ena pijačka ob bazenu. Ampak mislim, da bo bazen kar mogel počakati.